Pa odločitve glavnega odbora, da se Slovenska ljudska stranka sestane pred kongresom, spregovori o poti naprej, predvsem temu smo se usmerili, na osnovi tudi zaključkov skupine, ki je analizirala naše delo leto, 2, 3 in več nazaj. Zaključek, ki je bil takoj na začetku klauzure sprejet, je bil ta, da podaljšamo kandidacijski postopek tako za tisti, ki bodo kandidirali za funkcije v SLS-u, kakor tudi za delegate iz 17. na 26. november, da se 29. novembra naredi še ena klauzura, na kateri se bodo tudi kandidati za predsednike SLS-a predstavili skupaj s svojo ekipo in pa s ključnimi programskimi usmeritvami, s kateri bodo nagovorili delegate na kongresu 6. decembra. Razprava skoraj 100 ljudi je bila zelo kvalitetna. Ključno vodilo, ki je bilo pri tej stranki, pri tej razpravi, je to, da SLS želi ustvariti ekipo, da ne gradi samo na posamezniku, kot se v zadnjih letih dela v slovenskem prostoru, in da želi nadaljevati s tem, kar je SLS že več let predstavljala. Se pravi, stranko, ki predstavlja neko stabilnost, nek mir in tudi povezovalnost v slovenskem političnem prostoru. Zelo odkrito smo si tudi povedali, da je prav, da kakšen nemir znotraj stranke tudi pomirimo, da imamo tudi znotraj stranke najprej mir, da lahko potem tudi žrevaš to naprej. Danes je bilo res zelo veliko kvalitetnih predlogov, ki gredo v smer tako organizacijske strukture znotraj stranke, v smer programske, predvsem pa tudi v to, da se končno v slovenskem političnem prostoru stranka ukvarja tudi z problemi današnjega časa in da ima primerne odgovore za različne sloje družbe. Želimo postati stranka, ki jo bodo volili ljudje tako iz tiste naše doslej tradicionalne baze, kakor tudi tisti, ki nas mogoče doslej niso obkrožili. Bo en predsedniški kandidat ali boste imeli več? Zelo težko rečem, pričakujem pa več kandidatov. Zakaj se je podaljšalo to obdobje za kandidaturo? Ali to pomeni, da se še znotraj stranke iščejo te ekipa, je se je do zdaj pokazalo, da ni neke energije, volje, kandidatur dovolj? Zakaj se je to zgodilo? Zakaj se je podaljšalo? Kot veste, smo po julijskem volilnem porazu sprejeli odločitev, da se do lokalnih volitev resnično ukvarjamo predvsem z lokalnimi volitvami. 2 kroga sta bila teh lokalnih volitev, veliko energije, tudi dobrih rezultatov smo poželi na teh volitvah in ugotovitev nekaterih je bila že zadnjič na samem glavnem odboru, da bi bilo mogoče celo vredno odmakniti kongres in priti z daljšo in širšo razpravo na sam kongres in iz tega razloga sedaj to podaljšujemo v tem kandidacijskem postopku, smo pa odločeni, da resnično staknemo glave skupaj in v tem času najdemo rešitve. Pa je po tej klauzuri že bolj jasno, kakšna bi bila ta nova ekipa? Kdo bi lahko vodstvo stranke potegnil naprej? To mlajši, starejši? Je že kaj bolj jasno? Danes nismo govorili o imenih in priimkih, veliko smo pa govorili o tem, po kateri poti in s kakšnimi ljudmi. Skupna ugotovitev je bila, da je potrebno po tem kongresu dobiti ekipo, še enkrat poudarjam ekipo, v kateri se bodo najdli tako tisti, ki so že v preteklosti kaj naredili za stranko, predvsem pa, da je čas in priložnost tudi za mlajšo generacijo, ki bo znala tudi z novimi prijemi nagovoriti tudi tiste volivce, ki jih enostavno ne znamo več povabiti na volitve. Tako da skupen cilj je, da najdemo tako generacijsko kot programsko široko ekipo, ki bo že v samem izvršilnem odboru na nek način odsevala tudi vlado v senci in da bo imela odgovore na številna vprašanja. In zato smo si vzeli še teh dobrih 10 dni več časa za ta razmislek, predvsem pa zato, da se enostavno čim več o tem, kar smo danes tudi tu spregovorili na klauzuri, spregovorimo v teh naših krogih in potem po 26. na klauzuri 29. že z znanimi kandidati. Pa iščete v bazenu SLS-a ali nekoga od zunaj, ki bi lahko prevzel stranko, ker to sami ste ugotovili, da potegnejo na državnozborskih volitvah zgolj obrazi? Mi se pogovarjamo v krogu SLS-a in tudi naš statut je precej specifičen v tem delu. Kot vemo, je prišlo do zapleta tudi na prejšnjem kongresu. 6 mesecev je v statutu zapisano, da praviloma mora biti tudi nekdo že član stranke, da lahko kandidira na kongresu.
Je tudi kakšna beseda padla o morebitnem povezovanju, tesnejšem sodelovanju s sorodnimi strankami v tem političnem prostoru. Spremljali smo pred evropskimi volitvami sodelovanje z NSI-jem, potem je to nekako zamrlo. Je zdaj priložnost, okoliščine takšne, ki narekujejo mogoče sodelovanje tesnejše, morebiti celo povezovanje z NSI-jem ali kako drugo stranko. Je bo kaj besede o tem? Delno smo tudi o tem spregovorili, predvsem smo govorili o sebi in iskali odgovore znotraj stranke. Je pa stališče glede na tudi rezultate letošnjih volitev in izkušnja, ki je bila iz evropskih volitev, da je bil tisti, lahko rečem, mirno posrečen pristop, ki je bil med volivci nagrajen. Rabo je kar nekaj več časa kot kakšen mesec časa, ko je bil takrat na razpolago za eventualen pogovor na državno-zborskem nivoju, tako da zagotovo SLS kot desno-sredinska stranka stavi tudi na dobro najprej sodelovanje, eventualno pri kakšnih volitvah možno tudi povezovanje s katero strank in prioritetno strankami desne sredine. Več od tega pa ne. Več od tega ne, da bi imeli direktno vprašanje in odgovor na to.